Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, poslušalke, lep pozdrav. Najprej današnji evangelij. Stopite skozi ozka vrata. Skozi ozka vrata molitve proti napuhu. Skozi ozka vrata miloščine proti lakomnosti. In skozi ozka vrata posta proti počutnosti. Tu so te tri slavne tri nabožne vaje, ki so v našem duhovnem življenju vsak dan prav pridejo. Ozka vrata so skok v presežnost. Od človeškega razuma k božanski veri. Od človeške volje k božanskemu upanju. In od človeške vesti k božanski ljubezni. Lepa. Drugo berilo. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, katerega priznava, pismo Hebrejcem. Ko teče vse po maslu, ne moreš biti prepričan, da si v Božjih rokah. Ko pa je pot strma in ozka, ni nobenega dvoma, da te Bog obdeluje. Ko vas zastramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam. Zakaj duh slave in moči, duh Božji počiva nad vami. Apostol Peter, prvo pismo 4. In prvo berilo, tiste, ki bodo ubežali, ki se bodo rešili, bi rekli lahko, ki bodo stopili skozi ozka vrata in sprejeli Gospodovo vzgojo. Tisti bodo Gospodovi poslanci, apostoli, misionarji tudi izmed poganov in vse se bo zbralo na gori Gospodovi v prestolnici Jeruzalem, kakor napoveduje prerok Izaija, 2. poglavje. Božja beseda je živa in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč, prodre do ločitve duše in duha, do sklepov in mozga, ter razsoja misli in namene srca, pismo Hebrejcem. Božja beseda pogosto poudarja Božje usmiljenje, današnje berilo pa kaže, da je naš Bog tudi strog in zahteven. Saj drugače sploh ne more biti. Kdor nič ne zahteva, tudi nima kaj odpuščati in ne more biti usmiljen. In naš Bog je usmiljen. Nimam veselja nad smrtjo krivičnika, ampak nad tem, da se krivičnik spreobrne od svojega pota in živi. Ezekiel 33. V nebesih je večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Kakšna lepa tolažba za vse nas grešnike. Res lepa. V nebesih so grešnikov bolj veseli kot pravičnih. Da je naš Bog lahko usmiljen, kako smo rekli, pa mora biti najprej strog. Jaz življenje jemljem in ga dajem, zadajam rane in jih ozdravljam in nihče ne more rešiti iz moje roke. 5. Mojžesova. Božja beseda razsoja misli in namene srca. Zato ničesar ne sodite pred časom, dokler ne pride Gospod, ki bo tudi osvetlil, kar je v temi skritega. In bo razodel misli src in takrat bo vsakdo prejel hvalo od Boga. Starček Simeon je napovedal tudi Mariji, tudi tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src. Arabci imajo pregovor, ljudje kaznujemo dejanja, Allah kaznuje namene. Dragi brati in sestre, vsem želim lepo blagoslovljeno nedeljo in lepo pozdravljam. Amen.